pozdravljeni v četrtkovih pogovorih v LMŠ-ju. V veliko veselje mi je, da lahko danes gostim in da se je na našo povabilo odzval Jernej Damjan, nekdanji vrhunski smučarski skakalec, zmagovalec tekem v svetovnem pokalu, nosilec medalj svetovnih prvenstev in nenazadnje tudi 4-kratni olimpijec. Jernej, pozdravljeni. Lep pozdrav. Hvala še enkrat, da ste se odzvali našemu vabilu in če nekako začnemo pri koncu, se pravi pri koncu aktualnih olimpijskih iger, ki so se pred nekaj tedni končale, čustva so se nekoliko utoplila, lahko rečemo. Zdaj prvič ste te olimpijske igre spremljali, lahko rečemo ne iz vrha skakalnice, ampak ste bili na dnu, se pravi, da niste bili več aktivni tekmovalec. Kako nekako komentirate uspeh slovenskih športnikov in kako ste tudi vi osebno doživeli te velike uspehe? Najprej lep pozdrav, potem hvala za zelo zanimivo, pravilno vprašanje, ker zdaj res po olimpijskih igrah šele prihajajo tisti ta pravi občutki nazaj. Jaz sem prepričan, da večina športnikov, tistih, ki so osvojili medalje, se še zdaj ne zaveda, kaj so dosegali, bojo to šele takrat, ko se sezona konča. Je pa res, ja, da je spremljati olimpijske igre kot del, strokovnega štaba precej drugače, kot pa biti športnik. In moram reči, da sem po en stran celo bolj užival v tej vlogi, kot pa v vlogi tekmovalca, ampak to verjetno samo zato, ker kot tekmovalec edina stvar v bistvu, ki mi manjka, je olimpijska medalja. Tako da iskreno povem, da takrat, ko sem bil na prejšnjih olimpijadah, pa ko je kdorkoli od drugih športnikov dobil medaljo, pa sej si vesel, pa sej mu prvošeš pa vse, ampak je pa še vedno tukaj noter en črv, ki ti pravi, mogoče bi jo pa jaz tudi lahko imel okoli vratu. Zdaj pa, ki pač je ne morem dobiti, je bilo pa to tako dobro. To je toliko enih čustev, da kljub temu, da je bilo res peklensko mraz tam gor, nam je bilo takrat vsem vroče. Ja, mogoče ste še zato s toliko večjim zadovoljstvom spremljali te olimpijske igre. Kaj pa recimo glede tega, da so olimpijske igre za nas gledalce nekaj posebnega, Kaj pa recimo vi kot športnik, ko ste bili vrhunski tekmovalec, pa ste recimo bili v zraku, zdaj smučarski skoki so nekoliko specifično tekmovanje, če tako lahko rečem, ker traja vaša tekma le nekaj sekund, napram, recimo hokejski tekmi, ki traja 1 uro, recimo, Kaj v tistih trenutkih, ko letite tistih nekaj sekund v zraku, ali ste skoncentrirani recimo na samo tekmo ali vseeno pomisliš v zraku v tistih sekundah, to so le olimpijske igre, lahko osvojim olimpijsko medaljo? Mislim, v zraku res nimaš časa pomisliti prav nič veliko. Pri nas je že tako tudi ena anekdota taka, mi smo se včasih, ko smo trenirali, malo hecali, pa če si koga hotel fejst zmest, si mu na vrh naleta rekel, ti dihaš po naletu, Tisti skok je ziher bil totalno zmeden, tako da pri samem skoku si ti zbran na toliko veliki tekmi eno, mogoče 2 stvari, katere sta s trenerjem dorekla, da jih je treba popraviti, drugače pa v zraku tega ne pomisliš. Po mojem tudi na rampi zelo redki, mogoče bom rekel, ko si še zelen, prideš na prve, da to pomisliš. Drugače pa to, vse v osnovi je popolnoma enaka tekma, isto vodstvo, ista skakalnica, isti so tekmovalci, ista pravila, tako da ni nič drugače, ker tekma, slovenskega pokala ali pa svetovnega pokala. Ampak ja, zdaj pa, koliko pa te pritisk zdela, ker se pa zavedaš, da je to le ena vsake 4 leta, pa zavedaš se, kaj pomeni, če dobiš medaljo, to je pa zdaj drugo vprašanje. Zdaj, mi gledalci, ko smo to spremljali, smo seveda se tudi z vami zelo veselili z tekmovalci in dejansko z celotnim štabom. Kaj pa to pomeni recimo za Slovenijo, to število medalj? Zdaj večkrat se reče in vsi ponosno rečemo, športniki so odlični ambasadori, se pravi države Slovenije v svetu. Kaj pomeni to recimo za Slovenijo? Večja prepoznavnost, da se potem več turistov recimo vrne v Slovenijo ali recimo, ko vaš kolega recimo ali pa tudi vi, ko ste dosegli vrhunski rezultat, ste čutili to večjo recimo prepoznavnost tudi v svetu? Mislim, čisto iskreno, kaj to direktno pomeni za Slovenijo, bi mogli vprašati kakšen statistični urad, če se kaj spreminja, če smo mi uspešni. Ampak čisto iskreno lahko povemo, da če ne bi bilo Luke Dončića, bi verjetno 20% manj Američanov vedeli, kje je Slovenija. Tako da ne, da smo eni najboljših, jaz mislim, da smo športniki najboljši promotori države. Sploh ene majhne Slovenije, ki v svetu
po sami površini pomeni eno majhno pikico, po športnih uspehih smo pa velikani. In šport je vedno bil in vedno bo odličen promotor. Športniki so že tako sami vzor, kar se tiče samega življenja, načina življenja, prehranjevanja, vrednot in to je treba gojiti. Jaz mislim, da je treba v šport vlagati vedno, športnike imeti kot neke promotorje, pa ne samo v času svoje kariere. Jaz mislim, da lahko športnik z vsemi izkušnjami, recimo jaz pol sveta sem prepotoval skoki, videl sem ne vem koliko držav, ki si jih, bom rekel, mogoče v tem času zdaj, pustimo COVID, da nisi smel nikamor, ampak ker sem bil jaz majhen, kje smo pa razmišljali, da bi šel, ne vem, na Maldive na dopust, ali pa kaj takega. Ampak takrat smo mi, jaz sem bil prvič, koliko sem bil star, to se pravi 20 let, leta 2003 na Japonskem. To so bile, bom rekel, ogromno širino ti da športa, ogromno ljudi spoznaš, ogromno kultur vidiš, ogromno različnih načinov življenja, navad. Če znaš imeti oči odprte, ti lahko to zelo, zelo koristi, bom rekel, za nadaljne življenje, ne samo tvoji športni uspehi. Kakšni pa so recimo bili v času vaše športne kariere odnosi recimo med drugimi reprezentancami? Čutite recimo tako tekmovalnost, kot je v ekipnih športih, ali ste to vsi kot neka karavana recimo med drugimi, tudi z drugimi državami, kot eni prijatelji, pa pač greš gor na skakalnico, skočiš in si dejansko vesel za vse? Ja, tako kot hokejisti nismo, lih tepelj se nismo, čeprav, ko smo bili mulci, se je tudi to zgodilo kdaj, ko se ti je kdo na žičenca urinil, ampak to zdaj govorim, ko smo bili stari, 12-13 let. Potem, ko si pa enkrat na nivoju svetovnega pokala, je pa cel svetovni pokal ena velika družina in v bistvu so odnosi zelo podobni kot v družini. Pač nobenemu ni fovš, vsak ve, da če je on zmagal, zato ker je bolj skočil in konec koncev smo bili skupaj ogromno dni preživiš skupaj. Zdaj v času korone so bili vsi fantje tudi ponavadi v istih hotelih, zato da ni bilo tega prepletanja in imaš čas se spoznavati pa tako. Je pa tako, kot v vsaki družini, z enimi se boljše razumeš, z drugimi pa slabše. Prej ste odprli tudi eno zanimivo temo, ki se mogoče v javnosti ne govori toliko. Se pravi, vi športniki ste nažalost bolj kot ne prepoznani v času vaše aktivne kariere. Marsikdo pa se pač ne zaveda tudi od javnosti, laične javnosti, da vseeno je športna kariera omejena, 10-15 let recimo nekega vrhunskega profesionalnega športnika. Vi ste zdaj že v novi vlogi, če boste mogoče kaj povedali, ampak kakšne so recimo vaši nekdanji sotekmovalci? Imajo recimo probleme potem z zaposlitvijo? Država na pravilni način poskrbi za njih? Ker vseeno je recimo odvisno, prej ste omenili recimo Luka Dončiča, on najverjetneje po koncu kariere ne bo imel težave z preživetjem, če tako le rečem, ampak nažalost vsi športi niso tako dobičkonosni, če se lahko tako izrazim. Vseeno, vsaj večina športnikov tudi po koncu profesionalne kariere more zapluti v druge vode. Tudi najverjetneje je težko potem, ko ste navajeni recimo dnevno neki ritem, zajtrk, trening, tekma, potem to naenkrat pač tega ni. Kako ste se vi spoprijeli recimo z zaključkom kariere? Tukaj lahko veliko povem. Pa bom najprej začel pri Luki. Luka tu verjetno res ne bo treba delati, ampak, kakor jaz poznam statistiko, 45% NBA igralcev zelo hitro prijavi bankrot po končani karieri, tako da jaz, Luka, please, neče ti tega narediti, ker ti ni treba. Drugače pa res je, zdaj, kakorkoli športov nikoli ne bomo mogli metati vseh v isti koš, in ne moramo jih enačiti z vidika, da bi, ali kot država, ali kot sponzorji, ali kot kdorkoli financiralo še športe enako. Zato, ker kakorkoli pogledamo, fuzbal je šport, ki je najbolj medijsko in tudi po številu gledalcev prepoznaven na svetu, ampak ne more se nek človek odločiti, pa zdaj reči, ok, zdaj bojo pa to skoki. Pač sledimo trendom in za vsak šport je treba narediti najboljš, kar se da. Zdaj, če se vrnem nazaj na v bistvu zaključke moje kariere, jaz sem že kar nekaj let nazaj začel temu razmišljati, ker sem pač nekako človek, ki vedno gledam par korakov naprej, ne iz danes na jutri. In točno to, kar si rekel, to razliko, da si navajen zjutraj vstati, iti ven, trenirati, zamenjati s pisarno. Zato sem se, kjerga leta, kakšnih 8 let, nekaj takega, ne vem točno koliko let nazaj,
odločil pač, da moram probati, da vidim, kako to izgleda in sem se s prijateljem zmenil, če lahko pač pri njemu v firmi delam. In glede na to, da sem jaz diplomant marketinga, sem prevzel pač določen del marketinga, organizacije dogodkov pa social medije in sem tam delal dobro leto in sem si rekel, ok, bom preživel, tudi po karieri bom lahko to delal, čeprav ne bom rekel, da sem toliko užival, kot biti okrog pa na terenu, ampak je pa to drugače. Zdaj pa, kar se pa tiče ostalih športnikov, težko je zdaj s prstom kazati, kdo kaj narobe dela, pa kaj narobe dela, ampak dejstvo je, da kakorkoli jaz gledam ta trenuten sistem, pa ki vidim napake, prvo, kar bi rekel, 14-letniki na olimpijskih igrah. Če mene vprašaš, bi mogli na olimpijado se reči, meja je 18, to, da si polnoleten, da se sam odločaš, ker je pa tukaj bistvo, je pa to, da moraš biti odrasel kot oseba. Ker če ti prideš do takega ogromnega, svetovno pomembnega dosežka pri 14 letih, ni to nujno, da je to za tvoje življenje ravno dobro. Zna biti prej slabo, kakor dobro. Kot drugo, mislim, da se majčkeno zanemarja v zadnjem času izobraževanje samih športnikov, da jih je veliko, končajo kariero, pa so, ne vem, gimnazijski maturanti ali pa tudi to ne, ker dejstvo je, da če si ti uspešen športnik, boš lahko, ne vem, 1/3 svojega življenja prebil v športu. Če si uspešen. Če pa nisi uspešen, boš pa še prej lahko zaključil. In pri športu je še en velik problem, da jaz sem imel to srečo, da sem se sam odločil, kdaj bom zaključil. Veliko športnikov pa zaključi takrat, ko se jim zgodi kakšna poškodba ali pa kaj drugega. In to se pa lahko čez noč zgodi. In če ti nimaš nekega backupa oziroma saj vizije oziroma nekoga, ki bi te znal vsaj usmeriti, kaj narediti, je to lahko zelo, zelo stresno. In poznam veliko športnikov, ki so bili zelo uspešni, pa ki zdaj gledam, kje so v službi, bi rekel, ne zaslužijo si tega. Zdaj ste tudi eno zanimivo temo odprli, ki je dejansko aktualna bila na teh olimpijskih igrah, se pravi teh 18-letniki pod 18 let na olimpijskih igrah, tam je bil dejansko res zanimiva zadeva in tudi po eni strani žalostna za eno izmed tekmovalk, ker se je kar nekaj pravnih zadev teplo med ne, se pravi, ali lahko razkrijajo nekaj, ker je dejansko bila 14-letnica glede dopinga ali ne. Zdaj, če se ne motim, je tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja rekel, da se bo o tem govorilo, da ali vi dejansko kot neki nekdanji vrhunski športnik, če prav razumem, podpirate to, da bi se vsaj o tem moralo resno razmisliti, ali mladoletniki lahko tekmujejo na olimpijskih igrah. Jaz mislim, da tukaj bi se mogli resno razmisliti. Jaz mislim, da mladoletniki že pri samem sistemu vade je to zdaj tako, bom rekel, malo dvoumno. Ker v tistem trenutku, ko si ti vrhunski športnik, oziroma na določenem nivoju in čim si vključen pod vado, se pravi pod svetovno antidopinško organizacijo, izpolnjuješ v sistemu, ki se mu reče Adams, noter svoje whereabouts-e, kako bi to prevedelo v slovenščino. Kje se nahaja? V glavnem in moraš za vsak dan povedati, kje boš, dati naslov, dati telefonsko številko in dati se pravi nek okno, kdaj te lahko obiščejo za kontrolo dopinga. Zdaj, tukaj ni nič sporenega, če je ta oseba polnoletna, če pa oseba ni polnoletna, bi pa pomenil, da vsakič, ko bi on to spreminjal, bi mogla to njegova mati, oče, kdorkoli, skrbnik, pisno zagotoviti to spremembo. In že tukaj je en problem. Drug problem je to, kar sem prej rekel, da jaz mislim, da je treba kakorkoli zelo redki športniki, ki so pri mladih letih dosegli ogromno, niso dolgo vztrajali. Zelo malo je takih. Zato, ker če ti rasteš telesno, moraš rasti tudi mentalno. Ker boljši, ki si, večji pritisk je na tebi. Vse to je čisto isto, kot bom rekel, v gospodarstvu, v podjetjih. Če ti prideš neko poslovno idejo, ki je lahko še toliko dobra, če ti ne moreš speljati, če nimaš znanja, če nimaš izkušenj, če nimaš, ti ne bo uspelo. Ampak pri športu je tako, da včasih na konci, recimo pri skokih na vrh, naleta vedno sam. Tam pa lahko prosiš za pomoč. Tako da to so težke teme in jaz nisem tisti, ki bi tukaj rekel, tako more biti, bi pa naredil, jaz bi se kar strinjal, da se reče olimpijske igre, ko si enkrat 18, lahko greš, prej ne moreš iti. Ker pred časom smo imeli tudi okroglo mizo glede duševnega zdravja otrok in tam so bili tudi dejansko strokovnjaki z tega področja in so tudi omenili, da dejansko prehitro so
v teh časih otroci svobodni, pri 18 letih še marsikdo ni dozorel tako, kot bi moral biti, ne? Zato je bilo mogoče še toliko bolj žalostno gledati to vso žalost za te 14-letnico, dejansko se ni vedelo, bo tekmovala, ni in tudi dejansko potem neuspehu, ko ga je potem doživela. Zdaj bi nekako ostala na temi, se pravi mladostnikom, ampak nekoliko z drugega zornega kota, kako je mogoče pomemben šport nasploh za mlade, vemo, ampak če bi mogoče vi skozi svojo življenjsko zgodbo predstavili, kaj ste se kot otrok, recimo s katerimi športi ste se ukvarjali, kdaj ste se za to odločili, ali ste se hitro specializirali za smučarske skoke, oziroma kdaj ste prišli v stik z samimi smučarskimi skoki? Če lahko, z veseljem odgovorim na to, ker bo zanimiva zgodba, ampak nekaj bi samo še dodal na tisto prejšnjo pri mladoletnih. Ne? Ena stvar, ki je recimo 20 let nazaj ni bilo, ne? So bila socialna omrežja. Zdaj pa vsi komentarji na vseh forumih pa tako naprej. Če nek otrok, recimo 15-letnica, dobi olimpijsko medaljo, v redu, super, jo bojo vsi hvalili, ne? Čez pol leta pa naredi katastrofo, kljub temu, da so pričakovali od nje vse, ne? In če nima nekoga, ki bi jo ustavil, ali pa mislim, to je zelo težko ustaviti, ampak ne, ker imajo zdaj vsi mladi že odprte Instagram profile, TikTok profile in tako. In če se usuje plast tistih kritih, pa bom rekel, zlobnih komentarjev, to je lahko tudi za samomore, sem že slišal. Tako da to je zelo, zelo pereča tema in na mene pa na ženo se tudi obračajo mladi, mi dva vodva naš, bom rekel, kanal Damjan Family, ki se pač probavava neko lepo družinsko življenje, pa malce hecamo, ampak lahko pa povem, da so že pisale punce s stvarmi, da se ne vejo, na koga se obrniti, da pač ne najdejo pomoči in to pri 13-14 letih razmišljajo o samomoru. Tako da to so tiste stvari, a ne, pač nisi dosti odrasel. Zdaj pa to zaključim. Tu če še lahko samo dam, in to je recimo ena izmed zadev, ki bi jih lahko država skozi politiko recimo tudi uredila, ne, se pravi primerna izobraževanja, tako trenerjev, kot recimo mogoče tudi staršev, pa nekaj omejitev recimo vseh, ki v športu delujejo, strokovnih delavcev. Ja, recimo, kar se let tiče, ampak a veš, jaz iskreno, jaz nisem nič proti socialnim omrežjem pa vsemu, ne, ampak ti moraš znati to uporabljati, ne. Sej tudi, ko se v avto usedeš, ne greš takoj na avtocesto, ampak narediš najprej izpit tako, potem greš se voziti, greš počasi, a ne. Ampak tehnologija gre naprej, ne, ker vsa ta tehnologija pa vsa ta komunikacija konec koncev je pomembna za življenje, oziroma da se tudi zaslužiti na tem področju, ne. In ne vem, zakaj bi pač otroke tako omejevali. Treba jih je naučiti, morajo vedeti, zakaj se gre. In to se zdaj jaz v bistvu v okviru Smučarske zveze Slovenije zelo trudim, da bi prišel do mlajših, da bi jih znal izobraziti in da bojo prihajali bolj zreli oziroma prej do nekih pametnih razmišljanj, no, da se jim ne bo naredila kakšna škoda za življenje, ker to je moj največja skrb. Zdaj, če gremo, kot smo rekli, na mlade, samo za naše gledalce, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, lahko napiše in z veseljem bo naš gost na njega odgovoril. Tako da, če se vrnemo na temo, glede mladih, kdaj ste se nekako srečali prvič športom, na kaki način? Moja zgodba, tako je bilo. Mi smo živeli bliz Ljubljanskega Mosteca in smo se dostikrat sprehajali tam mimo skakalnice in moj oče je poznal pač tam vse tiste trenerje in so me skozi, že po mojem tam od 4., 5. leta hecali, pet skakati. Jaz pa še zdaj sem tak, ne, če pač me ne boš, ne pustim se siliti v stvari, ki mi niso, bom rekel, ok, to je dobro zaradi tega, ne. Tako da sem ne. Potem se pa moj brat, ki je bil še čist majhen, je že rekel, ko bom pa jaz velik, bom pa skakal. In res, ki je bil star 5 let, je on začel skakati. V redu je trajalo pol leta, si je nogo zlomil. Jaz sem med tem začel, prva stvar, ki sem jo treniral, je bila gimnastika. Še pa Ivano Čuku sem treniral tudi, tako da to je trajalo let pa pol. Potem sem treniral tenis. Potem smo se s celim razredom odločili, da gremo rugby trenirati. Zato sem bil res primeren in ne bom nikoli pozabil, tam sem bil najbolj pohvaljen, ko smo imeli enkrat tekmo z mladinci in sem se obesil za nogo nekega tacga hrusta, štriglaja večjega od mene, dežval je za Bežigradom ulival blat in me je vlekel za nogo tako čez pol igrišča, pa je pa še on padel, ne, takrat me je trener tako pohvalil, rekel, ti si pa res vztrajen. No, potem je pa mojemu bratu noga zacelila. On je bil star, mislim, da okoli 7, jaz pa dobrih 10 in je on spet začel nazaj skakati. Pa sem pa jaz rekel, pa veš kaj,
zakaj pa ne bi še jaz, pač lej, Boga mami ne more na dva konca voziti, ne, dajmo vsaj greva na enega. Tako da pa sem še jaz začel, čeprav na začetku so bili v klubu malo skeptični, da bi me vzeli ali me ne bi, pa so se pol na koncu rekli, ok, pa naj začne, če že brat skače, lej, pač sta pač dva, ne. In tako se je nekako začel, pa... In koliko je recimo pomembno, da ste v mladosti toliko športov recimo trenirali? Najverjetneje ste tudi kar nekaj ljudi tam spoznali, ampak je tudi to vplivalo na vaš nadaljni razvoj, recimo uspešnost v smučarskih skokih? Ja, absolutno. Mislim, meni je v bistvu to, da sem pozno začel pomagati, da sem toliko časa vztrajal. Zaradi tega, ker bistvo sploh skokov, ki so zelo tehničen šport in zelo šport, ki se ogromno dogaja v glavi, in je zelo, zelo pomembno, da ti rasteš počasi, če hočeš biti enkrat vrhunski tekmovalec, zaradi tega, ker moraš razumeti, zakaj je šlo nekaj na boljš, pa nekaj na slabše, ne. Zato imamo in v Sloveniji, in v svetu v skokih ogromen enodnevnic. Recimo Tomas Dithart, mislim, da je bilo leta 2014, pojavil se je sredi novembra, zmagal novoletno turnejo, konec februarja ga pa ni bilo nikjer več, ne. Pač to je možno samo v skokih. In v skokih moraš res vedeti, zakaj, ne. In tudi, ne vem, če gledam Primoža Peterko, ne, Primož je imel tudi 2 super sezoni, pol je pa padel in se enostavno ni znal najdeti, ne. In imamo zdaj recimo še en tak primer v tem trenutku, Domen Prevc, ne, je bil tudi čist na vrhu, zdaj se pa počasi spet sestavlja, ne. Ker ti moraš vedeti, kako si nekaj zgradil. Mi skozi zgradimo to neko piramido občutkov, priprave, teže, vsega skupaj, ne. In ti moraš vedeti, kako sestaviti to piramido, zato ker se ti bo slej ali prej kakšen kamenček odvalil. In če ti veš, kako si sestavljal, boš znal tisti kamenček dati nazaj, ne. Če pa se ti je pač, bom rekel, po talentu, po naključjih, po ne vem čemu stvar, pa ne bom rekel, po domač povedano, usrala, ampak zgodila, pa ko se ti podreje, ne znaš več nazaj sestaviti, ne. In to je, zato jaz mislim, da je zelo pomembno v športu, sploh v začetkih športa, pri otrocih, je treba narediti to, da otrok sam vzljubi šport. Da se on zaljubi v šport in to je največ, kar lahko trener naredi. Potem bo pa že sam prišel, jaz bi pa še malo treniral ali pa jaz bi pa še malo več. Takrat, ko to dosežeš, da vidiš, da začne tekmovalec uživati pa razmišljati, takrat si dosegel največ. Zdaj tu, ko ste rekli, mi gledalci v smučarskih skokih še to bolj recimo opazimo, pa nam mogoče ni jasna ta psihološka zadeva, ne, kako je lahko, ne vem, eno leto nekdo zmagovalec svetovnega pokala, novoletno turnejo, naslednjo leto pa se recimo sploh ne uvrsti, ne vem, v drugo serijo, ampak govorili ste, da ta psihična pripravljenost raste, ne. Zdaj bom mogoče eno temo odprl, ki je za tiste, ki v športu smo ali oziroma delujete, toliko bolj pomembna, ampak mogoče ne bo našim gledalcem najbolj všeč. Se pravi, prisotnost staršev, ne, logično, starši morajo podpirati svojega otroka, ampak kolikšna je tista obremenjenost recimo staršem po uspehu svojega otroka, ker ti tudi, ne vem, če hodiš na različne mladinske tekme, različnih športov, večkrat vidimo tudi, da starši marsikaj že na tribunah komentirajo, marsikdaj pridejo v spor z trenerji, ne, zdaj vedno se nekako bi naj bilo, da je trener tisti glavni, ne, da starši gledalec, ne, koliko je recimo to, tudi vi zdaj, ki še na drugačen način delujete v športu, še vedno to moteče za neko ekipo in nenazadnje tudi za mladega tekmovalca, ki pač še daleč od tega, da je neki profesionalec, ampak se tam neki starejši deček, kadet, vseeno je to dodatno obremenitev, ki pa mu dela škodo. Prva stvar, super vprašanje, prva stvar, ki je tukaj bi jo rad poudaril, je to čist simpel primer, ne. Ti imaš otroka v šoli, v glasbeni šoli, na plesnih vajah, na karateju, na judu, kjerkoli že, a ne. Otrok bo vedno hotel, ko pride k staršu domov, biti pohvaljen, da bo pač vesel, da se bo doma dobro počutil. Zdaj si pa ti predstavljaj, kako izgleda, če imaš ti, bom rekel, očeta, mamo, nima veze, dedka, kogarkoli že, ki živi s tabo, ki nate pritiska, da moraš biti ti, to je isto v šoli, saj ni problem, ki delaš preveč pritiska, a ne. Moraš, tretji, jaz vse vem, to, da je tisto naprej, ne, in potem ti ne rata in te tam starš okrega, ne vem kaj, ti se grozen počutiš, ne, pa se moraš pa z avta usesti pa iz njim domov. Jaz sem vedno zagovarjal to, da mora biti dom tisto srce, kamor se boš vedno vrnil in z lastnih izkušenj povem, da kadar tega nimaš, da se vrneš domov in da
bom rekel, spet bom mogel, zakaj je bilo danes ni bilo. To je najbolj grozni občutki so, ker problem je pa v tem, da ti se trudiš, pa ti hočeš narediti dobro, valjda nisi šel na tekmo zato, da boš za nič. Ja. Mislim, kaj ni logike, ne? Da pa pol prideš, že tam si jih slišal trenerja, pol prideš pa še domov, pa ti še en pamet soli, to je tako grozno. Tako da jaz vse starše prosim na kolenih, dajte zaupati trenerju, pa mu pustiti svojega otroka, pa ploskati, ko bo dober, pa ga potolažiti, ko mu ne bo šlo. Če pa ne zaupate trenerju, ga dajte pa drugam. Čisto enostavno. Zato, ker jaz sem pač tudi tako svojo hčerko delujem, kamor jo dajeva z namenom, ker si ona želi, ker zaupava tja, ker jo dajeva in ker ima pač dobre občutke. Ampak v tistem trenutku, ko bom videl, da kaj ni v redu, ne bom šel spreminjati okolja, kakršen ga je, ampak bom njo predstavil drugam. Zato je mogoče ključno, ko ste imeli neko zaupanje, ne? Se pravi, da res imeti zaupanje med trenerjem, družino in da potem res starši zaupajo, kam dajo svojega otroka. Zdaj vsi vemo, da je med mladostniki šport zelo pomemben, da bi se mogoče tudi glede učnih načrtov marsikaj moralo spremeniti, da bi se povečala tudi športna aktivnost naših najmlajših, še posebej potem recimo v srednjih šolah in fakultetah, ki dejansko po tuji statistiki drastično pade. Zdaj pa me zanima, kje je prišel tisti trenutek v vaši karieri, da ste bili neki mulc, če tako lahko rečem, ki ste se ukvarjali z športom, potem pa ste postali profesionalni športnik. To pa z tega vidika, ker naslednjo temo pa sem nekako hotel odpreti, da bi tudi govorila o profesionalizmu športu na nekoliko slabši način, kot smo že prej povedala, da ni vse samo lepo, ne vse, kaj je v zadar. Se pravi, v tem trenutku, kdaj ste vi postali profesionalni športnik? Kaj je bilo tisti trenutek, ko ste odločili, to bo moja služba, tako sem dober, to želim? To je bilo, ne vem točno leta, po mojem 2002, če se prav spomnim, da sem takrat maturiral. Se pravi, konec srednje šole. Tako, ko sem končal srednjo šolo, pa se vpisoval na faks, takrat mi ni šlo ravno najboljš v skokih, ampak je bila taka neka prelomnica v mojem življenju in sem si nekako rekel, zdaj tako, ne, v skoke sem v tistem trenutku vlagal že 10 let. Šolo sem pač zaključil, ne, zdaj gremo naprej, začnemo v bistvu nekje iz nule, kar znam, ne. In takrat sem se odločil, pa sem si rekel tako, zdaj bom pa jaz probal dati vso mojo energijo, voljo, željo v skoke, pa je to, ne vem, za leto, dve, kakorkoli konc sveta ne bo, na fakt zim lahko še vedno pola, ne, pa da vidimo, kaj se je zgodilo. No, in pa sem pa začel rasti. Pa je bilo pa v bistvu iz leta v leto, se pravi, to je bilo leta 2002, leta 2005 sem dobil medaljo na svetovnem prvenstvu. Tako da od takrat je bil tisti prelomen trenutek v moji glavi, ker sem nekako rekel, zakaj pa ne bi tega probal. Ker sem čutil, da lahko. Ste kdaj razmišljali, ko ste recimo prej rekli, da marsikateri športnik hitreje zaključi kariero, kot je nameraval, recimo zaradi poškodb. Je kdaj v vašem času profesionalne kariere bil trenutek, da ste rekli sami pri sebi, sedaj pa ne vem, če še bi nadaljeval, mogoče bi bilo dobro, da bi nehal. Ali zaradi rezultatov, ali zaradi poškodb. Pridejo take sezone, ampak iskreno nikoli nisem, bom rekel, da zdaj pa konc, ne. Proti koncu, bom rekel, zadnjih, ne vem, 7 let sem razmišljal o koncu in takrat sem rekel tako, da sem šel delati k prijatelju, v bistvu sem naredil tudi vse izpite v Mednarodni smučarski zvezi, da sem lahko zdaj tehnični delegat, da lahko v bistvu ostajam skoki, ampak ker se pa poškodb tiče, pa jaz sem skozi nekaj majhnega, toliko da me je motil na skakalnici, pa da, ne vem, največ po mojem en mesec nisem mogel skakati, ampak v osnovi pa ni bilo nikoli nič toliko hujšega. Imam srečo tudi to, da so skoki, kakorkoli izgledajo nevarni, ne, izredno varen šport. Kaj so tiste pasti, na katere ste morali vrhunski športniki biti še posebej pazljivi? Veliko je pasti. Recimo, vsi vemo, da nekako prvi vtis je zelo pomemben, ne. In sploh, bom rekel, v teh zimskih športih je veliko zelo mladih športnikov, ki prihajajo v stik z mediji, z javnostjo, zelo mladi, ne. In če ti tukaj nisi dovolj izobražen na tem področju, zelo hitro lahko kakšno neumnost rečeš, ki te zaznamuje potem za celo kariero, ne. In veliko pasti je še od zadaj, ne vem, tukaj bi jaz mogoče se zelo malo obrnil na naš šolski sistem, ne. Če gledamo, da veliko ali srednješolcev, ko konča, ali pa gimnazijcev, ne, se še vedno ne odloči za nadaljnje izobraževanje. Pa
ne ve, kako se izdaja račune, kako se odpira SP-je, kako poteka davčna zakonodaja v Sloveniji, kaj moraš plačevati, kako sploh podjetje odpreti, kaj se pa zdravstveno zavarovanje, v glavnem poln nekega znanja, ki ga nek mladoleten otrok oziroma na pol odrasel, bi s tem rekel, rab, ko je vržen v sveta, ne? Pa ga ne dobi. Zakaj? Ve pa, kako je celica sestavljena, ne? Mislim, ne, sej nič narobe s tem, da ne boste mislili, to je vse super, ampak jaz mislim, da bi mogli vsaj neko osnovno, bom rekel, how to live izobraževanje. Lej, če boš odpiral DO, moraš to pa to narediti. Če boš odpiral SP, ok, se rečejo, polja bo šel pa na ekonomijo, če ga to zanima. Ja, bo pa šel na gimnazijo, ki bo hotel naprej študirati, pa mu ne bo ratal, kaj pa pol? Ja, to sem tudi že preomenil, da je res eno izmed nujnih zadev, da spremenimo tudi učne načrte, se pravi, da res sodelujejo strokovnjaki in da so mogoče bolj življenjski. Zdaj naša gledalka Nina sprašuje zanimivo zadevo, nekaj tem, ki se prepletajo, pač sprašuje in govori, da je nekoč, se pravi, lahko v teh klubih bolj sproščeno trenirali in zanimivo vprašanje postavlja, da tudi ko starši vpisujejo otroke v klube, ti klubi zahtevajo bolj profesionalizma. Prej smo se recimo pogovarjala, da bi kot mladi otrok moral ta šport jemati v klubih kot veselje in da bi se kasneje potem odločil za profesionalizem. Ona pa sprašuje očitno tudi po lastnih izkušnjah, da ko svojega otroka pripelje v klub, tudi ta klub hrepeni po profesionalizmu. Čist razumen klub, zaradi tega, ker ima večina občin oziroma naša država narejen ta plačni sistem sofinanciranja tako, da so plačani klubi po številu tekmovalcev, ki so toliko pa toliko uspešni, tudi tam mali, ne samo potem člani pa tisti, ampak tudi tuni, ampak tisto lahko delaš maso, tam je pač ne moreš. Tukaj meni to ni čist prav. Kakorkoli, ja, logično, da če imaš ti 40 otrok, s katerimi delaš, da moraš dobiti nekaj plačana, ampak da boš pa to pol vzel kot, da imaš imeti pa pol 300, pa nima veze, kaj bo z njimi ratal, to pa tudi ni v redu. Tako da, in glih ta profesionalizem pri mladih je velika napaka. In mi v smučarskih skokih smo ravno, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj, sprejeli program Skokec, ki ukinja vsa klasična tekmovanja do 10. leta starosti. Prej spodbuja gibanje, spodbuja raznolikost gibanja, v bistvu je zelo podoben k delfinček pri plavanju, se pravi, ni važen, koliko si hiter, važen, da to narediš, in imamo, kljub temu, da smo skakalci, gre tukaj, a lahko narediš preval, a si sposoben tapkati žogo, a se znaš pelati z rolerji, se pravi, čist življenjske izkušnje, ki ti bo koristila za vsak šport. In ker vemo, da vsak športnik, ki pride v nek šport, ni nujno, da je ta šport njemu na kožo pisan. Lep primer, ki ga vsi poznamo, Primož Roglič. Kaj naj še rečem? In je treba mlade športnike gledati zelo odprtimi očmi, jih spremljati, pa ne vem, tudi to sem že doživel, mislim, tudi na lastni koži, ti nisi za skoke. Daj mi pa povej, zakaj pa sem, ti si nek športni pedagog, daj me usmeriti, kaj je prav. Se tudi ta globalizacija najverjetno je šla k temu, da vsi sledijo le denarju in dejansko so klube odvisni od tega, da lahko pač preživijo. Saj jih razumem, vse razumem, to meni so jasno, ker pač na koncu je ta globalen razvoj šel tako hiter naprej. Jaz recimo se pogovarjal z mojimi prvimi trenerji, to mi je bilo tako fajn. Oni so pozimi skakali svetovni pokal, polet so pa malo fuzbal igrali, pa v službo hodili, pa polk je prišla zima, pa spet v svetovni pokal. Kaj bo to fajn? Mislim, nestresno življenje. Se pravi, čim bolj sproščeno in čim več tudi ozaveščanja, se pravi, tako staršev kot trenerjev glede vsega, da bi se dejansko bolj... Treba je vedno gledati tako na stvari, Zdaj ne začneva govoriti še o boleznih, ki se pojavljajo v športu, zaradi pač želje po doseganju perfektnih postav in vsega ostalega. Ni vse tako lepo, res ni vse tako lepo in jaz upam, da se bo to počasi ustavilo, ker šport ratuje gladiatorstvo nasploh. Zdaj čistko, primer, imam prijatelja nogometaša, ne bom šel v podrobnosti, ker nočem povedati, kdo je, ampak igral je v tujini in prav je, veš, kako je bilo to po treningu, prav zdaj pa k zdravniku, prav sem se mogel takole usesti, sem dobil 2 infuzije, pa vprašam, kaj pa je to, prav zdravnik, ti si plačan tukaj zato, da igraš, ne zato, da razmišljaš. In to je to, pač
s tem, ko nekdo sklene pogodbo z nekom, da v bistvu celo svoje telo njemu dobesedno na uporabo. Se tudi klubi recimo so šli v neke privatne lasti, neke delniške družbe, ne? Tako da so res tekmovalci v različnih klubih so bolj kot ne postali, kot ste tudi sami omenili, neki gladiatorji, neki borci za njihov kapital, ki ga potem recimo lastniki klubov ozadje veliko krat delajo, ne? To predvsem recimo v nogometu je toliko bolj zdaj v nogometu žalostno. bom rekel tako, ne. V nogometu tisti, ki so tam, so vsi zelo dobro plačani za to, ker so in imajo se pa vsi se lahko sami odločijo pač, ali jim je to, kar oni zahtevajo preveč ali pa ne. Drugo je pri majhnih otrocih v klubih, to je pa čisto druga zgodba, ne. Ampak tudi olimpijske igre so pač sledile so denarju, ne? Recimo tudi športi se velikokrat dodajajo dodatno, vem, recimo neki šport, ko še ni na olimpijskih igrah, je recimo borba med njim, potem nekdo reče, ja, mogoče pa to ni najboljše, ker ni najbolj gleda, ne? Se pravi, ni več tistega olimpijskega duha, ki je izviral iz antične Grčije, ne? Ne, saj čisto iskreno, zdaj, ko smo bili v Pjongčangu, ne, so po dolgem času je večina športnikov spala v olimpijski vasi. Ker če mene vprašaš, je ravno to tisto, ne, pač olimpijske igre so narejene pač samo za optiko, se pravi samo zato, da se na ven vse lepo vidi. Kaj se pa noter dogaja, pa niti ni pomembno, ne. Čeprav iskreno priznam, da Kitajci, kljub vsem korona ukrepom, kljub vsemu, kar smo imeli, je bilo zelo v redu. Precej boljše Pjongčang, ki so bile moje, pač ko sem bil zadnje, ko sem še tekmoval. V Pjongčangu smo imeli sobe za vse tiste, ki ste gledali serijo Dexter. Si gledal Dexterja? No, tako so bile sobe približene, vse je bilo v folijah zavit. Postelje so bile tako trde, da jaz, dokler nisem nekomu, ki je šel domov, ukradel deke, da sem si jo dal še čez jogi, mislim, da 4 ali 5 noči sploh spal nisem. Hrana zdaj je šla malo na gor, mogoče je bila Kitajska celo boljša kot pa Koreja, ampak pa v Pjongčangu ne vem točnega števila, ampak bi se skoraj upal trditi, da je več kot 50% medalj spal izven olimpijske vasi. Ampak zakaj se ti športniki odločajo? Zaradi večjega mira? Ne zaradi mira, zato ker prihajajo iz športa ali pa ker so pač toliko bolj uspešni, da si lahko oni privoščijo. Svoje bivanje, svojega kuharja, večji luksus, ampak je kle enakost, ki jo olimpijske igre prodajajo? Kle pol ni enakosti. Če mene vprašaš drugače, ker če spiš v olimpijski vasi, nimaš pravice nastopa na olimpijskih igrah, pika. Vsi moramo biti tam trenirani popolnoma enako, pa nima veze, ali si Luka Dončić, ali si Cene Prevc, ali si, ne vem, Neža Žerjav, nima veze, kdo si, iz katerega športa prihajaš, vsi morajo biti tam tretirani enako. Ker to je bistvo olimpijskih iger, ne. In tudi če, bom rekel, na nekem primer NHL ali pa NBA igralca, ki v svojem športu drugače ogromno zasluži, bo tukaj na istem nivoju kot nekdo, lahko rečemo recimo gimnastičari, ker so v svetovnem pokalu naredili zelo majhne številke, ne. Ampak bojo tam na enakem, bojo imeli enake sobe, bojo imeli enako hrano, bojo imeli enake možnosti za premikanje. To bi mogli biti olimpijske igre. Čeprav tu niso najverjetneje toliko krivi sami športniki, kot vse ekipe okoli njih in neki svetovalci. Ja, absolutno to niso krivi športniki, športnik tukaj ni nič kriv, ne. In dejstvo je to, da se večina športnikov olimpijskih iger udeleži samo enkrat. In procentualno ne vem, koliko točno, vem pa, da je to večina, se pravi, da imaš ti še vedno večino, ker vsaka olimpijska vas je za njih prva in zadnja. In pol je zelo težko tudi komentirati. Jaz sem videl 5 olimpijske igre in bi jih lahko porangiral, kjere so bile tiste, ki so mi bile, bom rekel, z določenih vidikov najboljše, pa kjere so bile najslabše. Oni pa tega ne morejo narediti. So pa vedno samo olimpijske igre in vedno, ko prideš na prve, imaš tako take oči, še lepo, ko si malo starejši, začneš malo drugače gledati na vse skupino. Ja, nažalost nekateri športniki ne zagovarjajo pač teže, da je največ, kar lahko osvoji olimpijska medalja. Tudi to se že dogaja, ne? Zdaj to je pa drugo vprašanje. Nekateri športih se recimo sploh nočejo udeležiti, ker jim je več neke recimo... NHL, NBA... Tudi tenis je recimo nekaj take šport. Tudi nogomet, ne? Nogomet, ja. Ja, to je pa problem zdaj moka, ne? Ne se pa oni vprašajo, zakaj je temu tako, ne? Pač jaz mislim, da samo z besedam
olimpijske igre so največ, ni več dovolj, ne, da bo treba pač nekaj več narediti. Kaj bo to več, pa jaz ne vem. Se pravi, da tudi mogoče te organizacije nekoliko povozil čas, če tako lahko rečem, se mogoče niso na pravilni način prilagajale svetu, spreminjanju sveta. Absolutno, jaz sem tudi zdaj mnenja, da se vse zimski športi pod okriljem FISE, da smo toliko odzadaj za drugimi športi, kar se tiče predstavljanja javnosti, komunikacije z javnostjo, načina oglaševanja, da če se najde zdaj nek nov šport zimski, nas lahko zelo hitro vse povozi. Zdaj, če še gremo na zadevo, ki se, hvala Bogu, če se tako izrazim, nekako končuje, COVID-19 je pustil velike posledice tudi na športu. Ne? Vemo, da so bile dvorane tudi pri nas na žalost zaprte. Imeli smo tudi različne odbore, tudi strokovnjaki z fakultete za šport so recimo govorili, da so v Sloveniji bila na redki držav, če tako lahko rečem, ker je bilo celo, mislim, da 14 dni, da nihče od vrhunskih športnikov recimo ni smel trenirati in je tam potem povedal, da nekdo, ko se recimo pripravlja na maraton, 10-dnevno, da ga ni dejansko na treningu, pomeni to recimo 3 mesece izgube nekega treninga. Ne? Kako ste vi recimo kot opazovalec to gledali v Sloveniji in dejansko sploh v svetu? Kakšne posledice recimo to pustilo športnikom? In zadnje tudi olimpijske igre v Tokiu so se na primer za eno leto celo prestavljene. Pred kratkim sem poslušal, mislim, da od Tine Trstenjak intervju, ki je rekla, mi smo narejeni za 4 leta, potem pa se resetiramo, pa smo spet za 4 leta. Ne? Tu pa sem se morala podaljšati 1 leto, ne? Da dejansko tudi psihološko bilo zelo težko. Iskreno lahko rečem, da jaz teh športov ne poznam, ki se v bistvu fokusirajo samo na olimpijske igre. Mi smo, bom rekel, nek umesen šport, ne? Nismo NHL, nismo NBA, pa nismo judo, ampak smo nekje vmes in pri nas je formo zelo težko temperati. Tako da pri nas gremo vedno neke resetje vsako sezono in vsaka sezona je znova nova, ne? Pa nima veze, a je olimpijska ali je kakorkoli, če so kakšni detajli v prilagoditvi, so zelo, zelo majhni. Ampak jaz sem bil na teh sestankih komisije atletov pa športnikov od Mednarodnega olimpijskega komiteja ravno v času, ko se je Tokio povedal. In sem poslušal odgovore športnikov, ki so bili zgroženi iz takšnih in drugačnih razlogov. Ja, pa groza, da se bo prestavil, pa jaz imam formo že temperano, pa mi smo pa zaprti, pa ne moram trenirati, pa ne vem, take in drugačne zgodbe, ne? Ampak to je spet uno, ne? Nič ne moreš. Boljš, ko se boš prilagodil težki situaciji, lažje ti bo, ne? Zdaj, ja, šport je pomemben, ja, šport je trpel, se strinjam, zelo. Ampak lep primer tudi tistega maratonca, ne? Bjorn Dalen, Norvežan, tekač, zdaj dela na Kitajskem. In ne vem, če je dogledal njegove intervjuje, ampak on je v karanteni, ko so pač mogli biti v hotelski sobi 21 dni, ne? V sobi je odlaufal maraton. Mislim, meni to vse, kar da vedeti, je to, ne? Če imaš ti omejitve v glavi, imaš problem, če pa nimaš omejitev v glavi, pa problema ni. Ja, se pravi, tudi ta pozitivna misel, ne? Ampak to res, mogoče zmorejo res ti najbolj vrhunski športniki, tako ste recimo menili Bjorn Dalen, on je res top klasa. Ja, ne, definitivno, takrat, ko smo bili vsi zaprti, valjda je bilo težko, ampak je bilo za vse enako. Ja. A ne, tudi druge države so imele podobno, ampak nič ne moraš v takem primeru. Enostavno se nič ne da, bistvo je, koliko hitro si sposoben odreagirati, pa koliko hitro si sposoben rešiti situacijo. Ne? Če si pa doma na kavču, pa jokaš, jaz pa ne morem v telovadnico žoge nabijati. Ne? Ja, jo pa pa ven, ja je pa premrz, ja se pa bolj obleč. Pač taka je situacija. Jaz, recimo, zdaj smo bili ta kitajske olimpijske igre, mrzle so bile tako, da je težko povedati. Ampak smo bili tam, pa smo navijali, pa smo se darali, pa so mi 2krat tako prsti zmrznili, da tudi ekran na telefonu ni več prijel, ampak smo bili tam. Kaj pa, ko ste glih omenili kitajske igre, maskoto ste dobili, ker smo slišali največ, da je bilo kar težav. Ja, so vam zagotovili. Po sreči čistih naključij. Te maskote so bile pa... Jaz sem bil po mojem drugi dan, ko sem bil tam v trgovini in jih je bil še tak kup. In sem rekel, ne da se mi ta prvi dan teh maskot kupovati, se jih je vedno dovolj. Po 4 dneh maskot ni bilo več. Pol jih nekaj časa sploh ni bilo. Potem smo dobili listek na tisto našo trgovino, da jih bojo vsako jutro ob 9 prodali 15, pa lahko vsak kupi samo eno.
Ja, pri -20, jaz ne bom stal v vrsti pol ure, pa ni nobene maskote. Potem sem imel pa srečo, da smo šli, jaz sem bil kar nekajkrat v vasi v Pekingu, v centru Pekinga, in smo šli tam mimo trgovine, ki je bila v zaprtem shopping centru, toplo je bilo in je bila gužva. Pridemo, pa zakaj je taka gužva? Ne? Smo se pač postavili v vrsto, tam so pa malo več maskot delili, tako da mi je uspel priti in prinesel sem jih tudi še za ene par tistih, ki so jih svalili, kakor mi je pač uspelo. Moja hči je zelo vesela, da ima. Dobili smo še eno vprašanje. Zelo zanimivo. Se pravi, vi ste navajeni skozi svoje profesionalno življenje kot športnika, se pravi na neki trenažni proces. Ne? Se pravi, potem, ne vem, s 31. majem, se pravi, neko zaključite, se pravi, zgodbo, kariero. Kako je pravilni način, recimo, da delate potem z svojim telesom? Ne? Zdaj, najverjetneje ni dobro, da je potem vi ste navajeni, ne vem, 80 ur trenirati, potem pa da bi drugi dan nehali, ker tudi najverjetneje vas količinski vnos vaše prehrane mora biti dosti večji, ne, ko trenirate. Ne? Ja, pa tudi ne toliko. Tako je. Jaz, glede na vse izkušnje, ki jih imam, ne, ja, je bil čas v mojem življenju, ko sem bil odvisen od športa. Ko enostavno, če nisem šel vsaj za pol ure laufat, nisem bil srečen in nisem mogel ne spati, ne nič. In v določeni točki... To med kariero ali kasneje? Ja, med kariero. Jaz sem šele en let iz kariere, tako da med kariero, ja. Ampak rezultatov pa ni bilo, ne. In dejstvo je, da utrujeno telo ne funkcionira tako, kot spočito telo. In če ti telesu ne daš možnosti počitka, je to zelo narobe. Zdaj, kar sem hotel nasploh povedati, je to, da je meni, kar je na koncu najbolj pomagalo, je to, da moraš ti svojemu telesu ustvariti neko harmonijo, pa zelo dobro ga moraš znati poslušati. In si dati, meni so, ne vem, ker se mi je zadnja poškodba, ker sem imel operiran meniskus, ne, je bila glih en mesec pred začetkom zimske sezone in so vsi rekli, da tega itak ne bo po zimi, nič, ne. Sem pa čez en mesec že zmagal. Ker sem bil pač neobremenjen, ker nisem razmišljal, nisem imel v glavi črva, zdaj pa nisem en mesec treniral, katastrofa, zdaj pa ne znam več skakati, ne. Pa kdo vam je recimo ta pritisk, ste si ga sami naredili ali naredi okolica, mediji za vprašanje? Tudi trenerji določeni kdaj, da pač zdaj pa konc, ne, če se ti je pa to zgodilo, pa toliko časa nisi, pa nimaš nobenih šans, ne. Ampak pol na koncu vidiš, da ni neke univerzalne formule za šport. Ja, mogoče za kakšno vzdržljivost na športe, ampak tehnične športe je pa ni. Moraš pa v bistvu na koncu sam najdeti, sam se znati toliko slišati, da veš, kaj je zate dobro v določenem trenutku. In če mene vprašaš, je recimo v vrhunskem športu na izredno visokem tehničnem nivoju, tako kot so smučarski skoki, ali pa ne vem, skok s palco, ali pa te športi, ki so si, bom rekel, na nekak način po en stran podobni, ne, ki gre za trenutek pa zelo malenkosti. Je tako, da na začetku, če je to trener, pa to tekmovalec. Mora biti na začetku trener tukaj, tekmovalec pa tukaj, kar se tiče, kdo koga posluša, ne kdo koga govori. Ja. Ko se pa to obrača, ko je en tekmovalec na vrhunskem nivoju, mora biti pa trener tukaj. Mora pa trener skozi poslušati tekmovalca, pa to ne pomeni, da mu mora tekmovalec govoriti, to moram narediti, to moram narediti. Ne, slišati ga mora. In točno ga mora tako dobro poznati, da ve, da zna reči, situacija je danes taka, jamra mi za to pri njemu pomeni, da more, ne vem, za 2 dni domov. Ali pa to pri njemu pomeni, ta more pa zdaj samo zvečer na eno pivo, da se sprosti, pa bo jutri spet v redu. Pač hočem to reči, poznati ga more. In da ga lahko potem kontrolira, da je on sposoben držati tisti najvišji vrhunski nivo dolg časa. Ne? Pa koliko recimo menite, trener, res v trenerju odvisno, recimo, vem, da težko to v procentih rečete, ampak videli smo recimo, ne, kakšne spone so imeli. Odvisno od katerega trenutka. trenutka. Jaz iskreno povem, da takrat, ko sem bil v super formi, sem rabil samo enega, da mi je zamahnil. Takrat ne rabiš trenerja. Ko ti pa ne gre, je pa vse na trenerju. Ampak moraš pa se pravi do tega nivoja priti, ne, da ste bili odvisni. Tako, pa tudi bistvo je, da ti trenerju zaupaš. Ti moraš trenerju verjeti pa zaupati, ker pri skokih je tako, takrat, ko ti gre dobro, si se sposoben spustiti po naletu, pa čutiti vsak prst, ki ga imaš
še v zraku, jaz vem, da sem enkrat v Oberstdorfu na svetovnem prvenstvu sem kamero videl tisto letečo. Ko ti pa ne gre, Ja. pa to tako zgleda, da se spustiš, pa se spod vstaviš, pa se vprašaš, kaj se je pa zdaj zgodilo. In to je zaradi tega, ker v bistvu so skoki nek skupek ravnotežja in lovljenja ravnotežja, tako da se telo skozi bran, kadar ti delaš napačne gibe, te bo telo sam ravnal, a ne? Saj ti tebe, če te porinem, ti ne boš na nos padel, ne? Se bo telo samo branil. Pri 100 na uro pa ti tega ne čutiš. Tu še imamo eno vprašanje, na katerega smo sicer odgovorili, ampak da mogoče še enkrat Tina sprašuje, na kaki način se potem športniki srečate po zaključku kariere. Vi ste bili očitno dovolj pametni, če tako lahko rečem, da ste pravi čas začeli tudi o tem razmišljati, tako da ste tudi zdaj po koncu kariere zelo aktivni. Lahko pa še vprašam, ali država dovolj poskrbi za športnike, ne? Tako ko smo že menili, najverjetneje tisti, ki imajo dovolj finančnih prilivov, ne potrebujejo, marsikdo, ki pa naprimer je tudi profesionalni športnik, pa ne osvaja medalj, pa tudi medijsko ni tako prepoznaven, pa potem avtomatsko tudi dobi manj sponzorjev in potem je dejansko dosti težje živi, no, za te pa najverjetneje država poskrbi dobro ali ne? Lej, če bom se vrnil najprej na vprašanje od Tine, če mi je bilo težko dan, ko sem zaključil kariero, čisto iskreno, jaz sem imel v lanski sezoni toliko težav s prilagajanjem na malenkostno spremembo v opremi, da sem imel 40 skokov na treningih in tekmah, tako zelo blizu padcem, pa hvala Bogu nisem padel. In ta zadnji skok, ki sem pristal, ki sem dal smučke v kot, se mi je tak en velik kamen od srca odvalil. Ampak v tistem trenutku, ko sem se pa odpravil od izteka proti gor, sem dobil pa tak skok v grlo, ne. Ampak ne, naslednji dan ni bilo nobene večje težave. Kar se tiče pa tega vprašanja, pa ja, jaz bom tako rekel, jaz mislim, da moramo mi kakorkoli gledati na športnike kot, bom rekel, neka socialna bitja, ki morajo, ko bojo starejši, pač delati nek dobrobit za družbo. To je cilj nekako vsakega, ne. Tako da jaz mislim, da zdaj ali država, ali zveze, ali podjetja, ali kdorkoli že, ne, bi mogli malo več vrata odpreti. Recimo moj primer, če je neko podjetje dolgoletni sponzor določenega športnika, ne, zakaj se ne bi že v začetku zmenila, da ok, ko boš pa ti zaključil, lahko pa k nam prideš delati. Zdaj nima veze, ali bo to čistilka, ali bo to tajnica, mislim, ali bo to tajnik, ali bo to, ne vem, mehanik, to sploh nima veze. Bistvo je, da ima športnik možnost nekam iti. Najtežje je, ko si ti konec, pa nimaš kam iti. Ja, sej so že določene, ki pravijo, ti bomo pomagali najti službo, pa vse, pa pa drug, ne, ampak pa rekel, v redu, jaz bi rad pa službo, ne, aha, imaš diplomo? Ne. Kaj pa, pa maturiral si? A ja, to tudi ne. A ja, pa ti pa ne morem pomagati službe zrihtati, ne. Tako da pač treba je poskrbeti, tako kot smo že rekli, da Sistemsko dejansko. Sistemsko je treba skrbeti, da so športniki izobraženi. Sej vem, da so štipendije, to je super, ampak kakorkoli zgleda, da še vedno nekaj čist ne štima, no. Tako da, kakor jaz poznam, še vedno je dosti športnikov, ki niso, ne bom rekel dovolj izobraženi, ampak na koncu rabiš nek papir. Če ne drugega, da saj lahko te nekdo vzame v službo, kaj boš pa potem delal, je pa čist tvoja stvar. Da se počasi zaključujemo najdvin pogovor, mogoče še zadnje vprašanje, kaj napovedujete slovenskemu športu oziroma kaj je vaše želje, kaj pa realnost, no? Ne mogoče glede toliko medalj, ampak nasploh, se pravi od amaterskega športa, da bi se ljudje več gibali, pa potem tudi mogoče profesionalnega. Jaz mislim, da za slovenski šport se sploh ni bati, zato ker Slovenci smo nek tak narod, da hočemo, pa ne samo v športu, tudi drugje dokazati oziroma tekmovati, da smo najboljši, a ne. V Sloveniji me prav zanima, če bi šli gledati število različnih športov na najvišji ravni, da imam za nekoga diplomsko nalogo, da ne naredi analizo, katera država ima največ različnih športov, pa mislim, da bi bili Slovenci kar visok, no. Tako da tudi, če gledaš, pa če malo se giblješ okrog Ljubljane po hribih, vidiš, koliko ljudi teče, koliko ljudi kolesari, tako da za amaterski šport se ni za bati. Mogoče me je bolj strah za profesionalen šport, ampak to z vidika tega, da tisti, ki niso na klubskih ravneh, se pravi, ki ni odzadaj nekih mednarodnih sponzorjev, ker tukaj gre v osnovi za denar, ne, da te manjše, bom rekel, tudi smučarski skoki, ki so, vse smo financirani od sponzorjev, ne, ampak v osnovi v večini samo slovenskih,
da bo kar naenkrat ta šport ratal tako drag, za biti na vrhunskem nivoju, da enostavno naša država tega ne bo zmožna financirati. Ker kakorkoli nas je samo dobrega 2 milijona, a ne, in je težko financirati, a nas je okoli 2 milijona, dobro 2 milijona, sem prav rekel, tam nekje, ne. En gor ali dol. Tam nekje, v glavnem, ampak in je zelo težko financirati toliko močnih vrhunskih športnih in ekip in posameznikov. Kakorkoli je to neka debata, ki jo je treba zapeljati, da bo vsem lažje, ne samo, pač vsi hočemo, da je športnik dober, ne. Vsak bi mu, jaz sem prepričan, da bi vsi radi dali nek denar športu, ampak tudi razumem drugo stran, da ga pač težko kje vzeti, ne, ker ga pač ni, ali ga moraš pa nekomu vzeti, pa ga da drugmu. In to so zelo težka vprašanja, ampak jaz verjamem, da odgovori obstajajo. Za zaključek, če nekako strnem, se pravi, moramo stremeti k zdravemu načinu življenja, stremeti k zdravemu načinu ukvarjanja športov, tisti 1% mogoče, ki pa bodo postali profesionalni športniki, pa bodo postali zato, ker je pač usoda in želja in vsakega borba in vsakega posameznika in nekaj tudi talent, se pravi, bo da ga pripeljalo do tega. Jernej Damjan, hvala še enkrat, da si se odzval vabilu. Verjamem, da smo marsikomu, oziroma si predvsem ti odgovoril marsikomu na vprašanje, da bo se tudi sam na bolj zdravi in pameten način ukvarjal z športom in verjamem, da tudi v bodoče v kakšni drugi vlogi, da bomo še sodelovali. Predvsem pa tebi osebno veliko dobrega počutja in uspešnosti, toliko, koliko sem imel v profesionalnem športu, tudi naprej v tvoji profesionalni karieri, kakor tudi v tvojem privat življenju. Hvala še enkrat. Hvala tebi, hvala za vabilo. Zdaj, če me pa kdo hoče kje videti, ne, jaz sem tisti, ki zdaj pač nova kariera, ne, nisem več na skakalnici. Skrbim za profile Sloski Nordic Team na Instagramu, na Facebooku, tako da če tam komu pišete, če mislite, da komu pišete, pišete meni. Hvala. Hvala.